Kaj si ti, nor? Čekaj to. Katastrofa. Kaj si ti, nor? Zaradi izrednega dogodka, ki se je danes ob 9:03 zgodil na sedežnici Stolp, prišlo je namreč do snelo se je povratno kolo na vrhu sedežnice, torej na zgornji postaji, zaradi tega je iztirila tudi jeklenica, kar je pač imelo za posledico izredno ustavitev naprave. Na napravi je bilo v tistem času po nam znanih podatkih 35 ljudi, od tega se je 17 ljudi lažje poškodovalo. Reševalna akcija je stekla ob 9:15. Reševalno akcijo smo zaključili ob 9:50 cirka, oziroma 10 uri, torej po 45 minutah, tako da smo v 45 minutah vse, ki so ostali vse potniki na sedežnici, tudi varno prepeljali na vrh Pohorja. Ta dogodek globoko obžalujemo, da se je to pripetilo. Kaj se je pripetilo, ste slišali. Mi smo si kraj dogodka že ogledali. Natančni vzroki seveda bodo znani po preiskavi. Mi bomo se ustanovili tudi posebno komisijo, ki bo raziskala, zakaj je do tega prišlo. Prvi pač vtisi kažejo, da je najverjetneje prišlo do poškodbe ležaja na tem povratnem kolesu. Tem bi dejal, da sama naprava je bila pregledana, tehnično pregledana 30. novembra leta 2009 in je imela veljavno obratovalno dovoljenje do 30. novembra leta 2011. Opravljali smo tudi vse redne preglede, opravljali smo tudi dodatne preglede. Recimo lahko povem, da ta ležaj, na katerega sumimo, da bi lahko prišlo do poškodbe na njemu, je bil pregledan pred 3 tedni z ustreznimi inštrumenti in takrat so preiskave pokazale, da ni bilo nobenih anomalij. Kako dolgo je sicer obratovala ta sedežnica na Pohorju? Koliko let? Ta naprava, mislim, da obratuje okrog, postavili smo jo 97. leta. Pa je bila nova to naprava ali rabljena, kupljena? Ta naprava je bila rabljena, vendar je bila pred samo montažo v celoti obnovljena. Prav tako je bil ta ležaj tudi leta 2003 po priporočilu proizvajalca preventivno zamenjan, se pravi, ta ležaj je star sedaj 6 let, normalna življenjska doba takšnega ležaja pa bi morala biti vsaj 20-25 let. Zdaj po prvih podatkih 17 lažje poškodovanih, menda naj bi ljudi v zgornjem delu katapultiralo. Kaj je bila ta sreča, da je prišlo zaenkrat samo do lažjih poškodb? Kam so padli ljudje? Zdaj v tem trenutku, dokler poteka še preiskava, oziroma v teku preiskave, pač žalost ne moremo dati nobenih izjav v zvezi z poškodbami. Ko bo preiskava zaključena, prav gotovo boste izvedeli vse detajle.